Dober dan, sem še enkrat. Nekaj sem tukaj gledal, se mi nekaj čuden zdel, to je to digitalne platforme. Hvala, da ste še naprej z nami. Zdaj bi si pa, kot sem najavil, praktičen primer, pogledali, kako se sodeluje s študenti, kaj so dobre prakse sodelovanja s študenti, kako to izgleda na univerzi, in potem bomo tudi pogledali en tak praktičen primer, kako je to sodelovanje obrodilo pravzaprav sadove in kako je prišlo do produkta. Jaz bi povabil gospoda Blaža Zupana iz Univerze v Ljubljani, da nam predstavi primer njihovega programa, njihovega načina dela in njihove izkušnje. Izvolite, gospod Zupan. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Torej, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani že vrsto let na najrazličnejše načine sodelujemo s študenti, povezujemo študentske ekipe, pravzaprav ne samo iz naše fakultete, ampak iz več različnih fakultet na različnih projektih, kjer ustvarjamo oziroma rešujemo probleme, ki nam jih zada gospodarstvo. Najbolje oziroma najlažje ponazorim to, da vas prehodim skozi nekaj primerov, kaj smo do sedaj počeli. Recimo, že nekaj časa nazaj, tako da malo vidite spekter tega, kaj vse počnemo. Že nekaj časa nazaj smo na projektu izdelave novih linij oblačil povezali študente Ekonomske fakultete, ki so razvijali poslovne modele, in študente Naravoslovno-tehniške fakultete, ki so razvijali smer tekstilstva in oblikovanja oblačil, kjer so svojo strokovnostjo pomagali pri tem projektu. Za VUP, Trampolin Park v BTC-ju smo raziskovali različne segmente in principe obnašanja različnih segmentov in jim predlagali na podlagi tega, katere storitve so tiste, ki so bolj in manj zanimive za njih. Za podjetje Medis smo raziskovali različne trge, različne mednarodne trge za različne izdelčne skupine in jim predlagali strategije nastopa na teh trgih. Skratka, lotevamo se zelo raznolikih projektov. Projekti so lahko tudi deloma tehnične narave, saj lahko povežemo študente iz različnih fakultet. Namreč predmeti, če to poteka v okviru predmetov, ki jih imamo na Ekonomski fakulteti, so predmeti, kjer v resnici pri podjetniških predmetih sodeluje več kot polovica študentov, ki so iz drugih fakultet, kot so Fakulteta za kemijo, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Gradbena fakulteta, FRIN in tako naprej, tako da imamo dostop do precej bogatega in širokega nabora zelo raznolikih študentov. Zdaj, način, kako taki predmeti potekajo oziroma taki projekti potekajo, je ali v obliki sodelovanja pri rednih izvedbah predmetov ali pa v obliki projektnega dela, kjer se z podjetjem konkretno dogovorimo za časovni okvir, dogovorimo se za obliko sodelovanja, je to v obliki hekatona ali je to v obliki daljše izvedbe, kjer sodelujemo na večmesečno na takih projektih in potem rešujemo en konkreten izziv, ki ga podjetje da. Na koncu skupine študentov seveda predstavijo svoje rešitve podjetju. Podjetje se vsak drug primer, kjer sodelujemo, se podjetje odloči, da tudi podeli nagrade študentom za to. Za študente pa to je seveda zelo zanimiva izkušnja iz realnega sveta in ne samo, da dobijo izkušnjo, ki je povezana z reševanjem konkretnega problema, temveč pogosto podjetja to uporabijo tudi kot ene sorte kadrovski maraton oziroma izziv, kjer lahko spoznajo potencialne kadre, kar je danes še posebej v situaciji, v kateri smo, lahko tudi zanimiva motivacija za podjetje. Hvala za kratko predstavitev. Mogoče preden dava besedo enemu primeru, ki bo ponazoril, kaj počnete, vseeno eno vprašanje z moje strani. Bomo pa na koncu imeli še enkrat odprto razpravo, ampak vseeno eno vprašanje. A mislite, da bi podjetja, če bi bolj poznala, kaj počnete, lahko bolj sodelovala z vami, mogoče ena ta? Pa koliko podjetij ste pravzaprav sploh sposobni sprejeti v vaš program? Imate še prostora? A jih povabimo še kaj ali rajši rečeva ne, pejte stran? Pri nas na fakulteti je cirka 4000 študentov, tako da prostora je dovolj. Tudi na celotni univerzi jih je okoli 40.000, tako da prostora je dovolj. S to težavo, da ne bi uspeli kakšnega projekta speljati, zato ker ni študentov, s tem se še nismo srečali. Se pa srečamo z izzivom, ki pa je, da pač imamo mi svoj urnik na fakulteti, podjetja pa imajo svoj urnik, tako da to pa je sem in tja izziv uskladiti čas, ko mi lahko angažiramo študente in čas, ko podjetje potrebuje in ga ima na voljo za to, da izziv
izziv rešuje. Super, hvala. Bova še imela čas, ne nam še videti, imate čas za kakšno kavo vmes. Zdaj pa dajem besedo Luki Debevcu iz podjetja Couch in Katarini Remic, študentki iz Univerze v Mariboru, ki bosta predstavila, kako sta pravzaprav skupaj delala in kako sta prišla do produkta, pa se pa vrnemo še nazaj za razpravo. Hvala vam za enkrat. Gospod Debevc, beseda je vaša, kar izvolite. Lep pozdrav, moje ime je Luka Debevec, prihajam iz podjetja Couch. Mi proizvajamo oblazinjeno pohištvo. Trenutno smo z blagovno znamko Couch na trgu 9 let. Predtem je že moj oče začel s to dejavnostjo, potem sem pa leta 2012, prej sem bil pri njem zaposlen, potem sem pa leta 2012 šel na svoje, naredil svojo blagovno znamko in že od samega začetka smo z oblikovalci sodelovali. V bistvu čist na začetku smo imeli tudi podoben projekt za študenti. Potem smo pa skozi vsa leta smo tudi sodelovali z mladimi oblikovalci, zato ker v bistvu tudi nismo imeli nekega budžeta, da bi že na začetku začeli z nekimi priznanimi oblikovalci. Zdaj, mi vidimo to kot neko priložnost, da se naučimo mi kaj od oblikovalcev, od študentov, pa da jim pomagamo, da v bistvu da oni na praktičnih primerih lahko se naučijo. Tako kot vsi vemo, da je v bistvu, če na praktičnem primeru delaš, da je čisto drugače, ko dobiš nek feedback in je to za študente dosti bolj zanimivo, da se lahko pripravijo. Zdaj, ko je prišlo do sodelovanja s Fakulteto za strojništvo, profesorica dr. Sonja Šterman me je enkrat kontaktirala, pa rekla, če bi bil pripravljen sodelovati na tem projektu njihovem in sem z veseljem sprejel. Tako da pa smo pa v bistvu smo videli tudi prednost tega, da mi lahko od tega dobimo nek produkt, pomagamo študentom, pa je oboje stransko zadovoljstvo. Obenem je pa to tudi v bistvu dobra promocija za podjetje, za fakulteto in za študente. Potem v bistvu na koncu smo v tem projektu zbrali izdelek Pruštah. Pruštah je nam bil všeč zato, ker je kombinacija tradicije pa modernega. Katarina je uspela vse detajle dobro komponirati skupaj v ta produkt, tako da nam je bil zaradi tega zanimiv. Trenutno imamo še v procesu projektiranje še nekih drugih variacij tega produkta, tako da ga bomo tudi vključili v našo redno kolekcijo. Tako da to je to za enkrat iz moje strani. Super, hvala. Kar puste tole mogoče gor, a je Katarina z nami? Remic, Katarina? Ja, zdravo. Čau, Katarina. Izvolite, boste vi kaj povedali ali vas kar začnem spraševati? Jaz imam še svojo predstavitev. Odlično, kar dajte jo gor, pa bomo pogledali še z vami, dokler pripravljate prezentacijo. Katarina. Ja, torej jaz sem Katarina Remic in sem študentka. Kar dajte še slideshow, pa užgite prezentacijo. Bravo, odlično. Izvolite, Katarina. Torej ja, jaz študiram inženirsko oblikovanje izdelkov na Fakulteti za strojništvo. In študentje smo izrazili željo po sodelovanju z industrijo, zato je fakulteta kontaktirala podjetje Couch, ker so v bistvu znani po tem, da delujejo na ta modern način, da radi sodelujejo tudi z mladimi oblikovalci in podjetje Couch se je strinjalo s sodelovanjem. Potem so nam na nekem prvem srečanju predstavili, kaj so njihove smernice, kaj je njihov stil, kaj so v bistvu njihove želje. In v okviru tega
na podlagi informacij smo študentje pripravili neke svoje koncepte, ideje. Moja ideja je izhajala iz slovenske tradicije, iz kmečkega pohištva in pa narodne noše. Zato se pa tudi imenuje pruštah. Pruštah v narečni savinščini pomeni ta moški telovnik. Potem naprej smo pa imeli za podjetje Couch 2 predstavitvi, kar je bilo po mojem mnenju in po mnenju mojih kolegov ključno, ker v industriji ponavadi imamo na voljo samo eno predstavitev in če ta ni dobra, je v bistvu lahko že konec zgodbe. Tu pa smo po prvi predstavitvi dobili ogromno koristnih nasvetov, usmeritev. Podjetje nam je v bistvu pokazalo, kje so tisti detajli, na katere nismo bili pozorni, da smo potem lahko pripravili drugo predstavitev, ki je pa bila resnično bolj kvalitetna, bolj celostna. Povedati moram tudi to, da nam je podjetje poslalo ogromno vzorcev tkanin in pa polnil, da smo res lahko dobili občutek, kaj mi želimo od našega kavča. In potem po končani drugi predstavitvi pa se je podjetje odločilo, kateri kavč bodo pa oni izdelali, in na srečo so se odločili za moj pruštah. Lahko vidite, da sem tukaj v podjetju. Med fazo izdelave prototipa sem podjetje večkrat obiskala. Obiskala sem tudi proizvodnjo, da smo na praktičnem izdelku dorekli različne detajle. Imela sem ogromno vprašanj, lahko tudi vidite na sliki, da smo mogli kavč okoli obrniti, tudi razstavili smo ga, in v bistvu je bilo podjetje res prijazno, odgovorili so mi na vsa vprašanja in sem se res ogromno naučila tekom tega celega procesa. Na teh slikah pa lahko vidite kavč, ki še ni bil oblečen, in pa potem končan prototip. Na tej točki se mi zdi pomembno to, kar je že gospod Debevec rekel, da se po projektu naše sodelovanje ni končalo, ampak smo potem naprej še razvili kot neko kolekcijo. Je pa bil v Pruštah objavljen tudi v reviji Delo in dom, kar smo bili vsi zelo veseli. Mislim pa, da je prav, da se na tej točki še lepo zahvalim profesorici Sonji Šterman, ki je prevzela celoten projekt in se res potrudila, ogromno energije vložila v njega, fakulteti in pa vsem ostalim profesorjem, ki so aktivno pomagali, pa seveda podjetju Couch, brez njih to nič ne bi bilo mogoče. Tako da najlepša hvala. Odlično, Katarina, hvala. Niste tudi vedela, da ste imela tako predstavitev pred toliko ljudmi, ko ste začeli ta Couch? Ne. Bravo, odlično vam gre. Zdaj, ko imam vse vas tri tukaj, vidim, da sta Luka in Blaž ta čas ugasnili na kamero. Take oblike sodelovanja pravzaprav verjetno za vsakega prinesejo različne koristi. Ali pa enake koristi, samo jih drugače vidite. In ko ste lih pri besedi, Katarina, res na hitro, ker imamo samo še 5 minut za celo razpravo. Kaj so koristi za študente takih načinov sodelovanja? Luka in Blaž, vaju bom vprašal isto. Samo toliko, da iz različnih dimenzij pogledamo, kaj so koristi, ki jih vidite. Na drugačen način začneš razmišljati, bolj celostno. Ker ko je enkrat nek izdelek, ki ga oblikuješ v industriji, moraš zajeti vse vidike, ničesar ne moreš skriti. Super. Luka ali pa Blaž, kdo bo uskočil? A mislite iz naše strani za študenta ali za podjetje? Za podjetje, seveda. Aha. Ja, tako kot sem že prej povedal, za podjetje je to fajn, ker dobimo nek nov produkt, vidimo, kako razmišljajo mladi, ker včasih je v bistvu dobro poslušati mlade, ker še nimajo izkušenj in razmišljajo izven neke meje. Tako da iz tega vidika se mi zdi fajn. Če pa grejo predaleč in pa itak mi povemo, kje so kakšne meje, in se mi zdi, da z tega vidika, da je dobro, da v bistvu da vidijo, kako realno potem poteka delo, ko začnejo delati.
mogoče iz vašega vidika, iz univerzitetnega? Mislim, da je velika razlika med tem, ko z študentskega vidika, ne, recimo, ko nekaj poslušaš pri predmetu oziroma nekaj se učiš in ko se nekaj učiš na konkretnih primerih. Ne. Seveda mi uporabljamo metode pri delu za podjetji in študenti, ne, in to so identične metode, ki jih prej študentje teoretično recimo ali pa zgolj na case studijih spoznajo. Tukaj jih pa spoznajo na dejanskem primeru sodelovanja s podjetjem in tako kot stvar potem poteka tudi v realnem svetu. Tako da, zato smo mi zelo veseli projektov, ki niso projekti, ki bi bili študentski v smislu, da pač se nekaj dela zato, da se dela, ne pa zato, da bi se nekaj naredilo, ne. Ampak da so to projekti in takih smo zelo veseli in do zdaj smo na srečo imeli same take, kjer dejansko podjetja potem uporabljajo te rešitve in tudi z študenti potem še naprej sodelujejo, kljub temu, da je našega organiziranega dela konec. Tako da glavne dva, ki jih do zdaj sem videl, ne, je bilo pač, da se dejansko dela na konkretnih stvareh, z konkretnimi metodami, ki smo jih prej spoznavali zgolj na primeru drugih. In pa druga, no, ki sem jo tudi že prej omenil, pa je, da sem in tja kakšna zaposlitev se zgodi oziroma kakšno kasnejše projektno delo. Ravno to sem vas hotel vprašati. A sledite mogoče tudi to zaposljivost? Ali ne? Se veliko študent nimate? Okay. Podatkov nimam, imam pa anekdote, ne, skratka sem in tja se še kdo oglasi in tako da vem, da obstaja, nimam pa, da bi poznal zdaj absolutno pa relativno številko povedati. Jaz imam anekdoto iz mojega podjetja, ne, da smo vse, ki so delali na praktičnih primerih, pri nas vse zaposlili. Tako da, zaradi tega pa narediš praktičen primer in povabiš študente in zbereš najboljšega. Mogoče za vas eno vprašanje, gospod Zupan, a imate občutek, koliko časa traja, da vi en produkt razvijate, ne bo storitev, izdelek, karkoli, koliko časa od tam, ki je razvita, traja, da ga podjetje zares začne tržiti? Imate kakšen občutek, a se ta čas kaj skrajša, ali pol še dolgo traja, in imate kakšne, mogoče spet anekdote ali pa neka razmišljanja o tem? Ponavadi, kar je, da je urnik, ki ga podjetje ima, krajši kot urnik, ki ga nekak študentski proces zahteva. No. Tako da večinoma se zgodi, da je podjetje tisto, ki bolj pritiska na nas, ker stvari se danes dogajajo hitro in verjetno se bodo še vedno hitreje, tako da je bolj ta izziv, ki ga imamo, da podjetje pričakuje oziroma rabi stvari včeraj, mi pa potrebujemo zato, da se pač stvari zgodijo ob ostalih obveznostih študentov ponavadi dlje časa kot do včeraj. In večina primerov pa je, sem tudi odgovoril na to vprašanje, pa je takih, kjer podjetje pač to dejansko potrebuje in dejansko potem izvede v praksi, še posebej v primerih, kjer sodelujemo na razvoju kakšnih storitev, tam se dajo stvari zelo hitro pol tudi upeljati. No. Pri izdelkih pa so, da imajo potem še svoje procese, ki jih morajo zavrteti potem, ko je izdelek iz našega vidika zaključen. Odlično, super. Luka, je Pruštah v prodaji? Koliko ste že prodali teh Pruštahov? Pruštah je pri nas v showroomu, nimamo ga pa še na spletni strani, ker še finaliziramo pač vse zadeve, pa letos je bilo res toliko dela, da smo imeli toliko enih drugih stvari, da nismo še uspeli vse, ampak bomo zelo v kratkem to uredili. Bo pa šlo v prodajo, odlično. Tako. In mogoče kakšno vprašanje še iz publike, če kdo še kaj, kar napište, ali pa bomo slišali. Pa mogoče sam še nazaj za Katarino, ali mislite, da študentje premalo poznajo take oblike sodelovanja in ali mislite, da bi študentje morali biti bolj aktivni s podjetji in jih vabiti v take programe sodelovanja? Kdo lahko več naredi, mogoče po vašem nekem tem vidiku? S tem bomo pa pol tudi vključali. Imate minuto časa, Katarina. Ja, v tem primeru smo res študenti izrazili željo. Pol je pa, če je fakulteta pripravljena, naša fakulteta je bila zelo odprta za tako sodelovanje in nam je to tudi uredila. Tako da ja, mislim, da če je želja študentov, se da. Odlično. Katarina, hvala vam za hiter odgovor. Jaz bi se zahvalil vsem, minuto smo že čez naš timing. Hvala vam za vaše primere. Nažalost nimamo vprašanj iz publike. Upam, da se hitro vidimo tudi na resni kavi, ne samo takole online, in vam želim uspešno delo še naprej. Hvala vam vsem. Hvala, srečno. Hvala. Dio.